Pozdravljeni iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Slovenska demokratska stranka še naprej poziva k umiku imena Josipa Broza Tita slovenskih ulic in trgov, njegove ekipe pa naj se umakne v muzeje. Kot je včeraj pojasnil Jože Tanko, so idejo dobili kar pri predsedniku Zveze borcev za vrednote NOB Janezu Stanovniku, ki je v odzivu na odkritje množičnega grobišča v Barbara rovu pri Hudi jami dejal, da so se povojni poboji dogajali pod taktirko Tita. In dejansko je šlo očitno v tem času, povojnem času, za množičen masakr brez sodb in verjetno je to vprašanje, ali si taka oseba, ki je o tem odločala, zasluži mesto na vidnih mestih v slovenskih mestih. Podmladek socialnih demokratov v odzivu na pobudo SDS predlaga, da se odstrani tudi ime Jožeta Pučnika iz letališča na Brniku, da se iz vseh imenovanj odstrani ime Janeza Papeža Pavla II. V Muzeju novejše zgodovine pa naj se Titu pridruži tudi sam Janez Janša. Premijer Borut Pahor pa je dejal, da je treba ločiti partizanstvo od Titove povojne osebnosti. Hiša mojih staršev je lučaj stran italijanske meje. Jaz sem Primorec. Brez partizanskih enot, ki jim je načeloval Josip Broz Tito, morda naša Primorska nikoli ne bila priključena matični domovini. Jaz mislim, da smo Slovenci sposobni vsa naša nasprotja, razlike reševati za demokracijo, da nikoli ne bo in ne zdaj ne v prihodnje potrebno poseči po avtoritarnem režimu za to, da bi rešili kakšne probleme. Socialne, nacionalne, politične ali kakšne politike. V tem smislu mi seveda povojna osebnost Josipa Broza Tita ni nevzorne navdih za naša prihodnja ravnanja. Takole pa se je na pobudo SDS in aktualne razprave o povojnih pobojih odzvala kulturna ministrica Majda Širca. Kako ocenjujete ta predlog SDS-a? Mogoče tudi glede na trenutek, v katerem smo, ko se pogovarjamo o povojnih pobojih? Celotno dogajanje medijsko in v tem primeru tudi SDS-a v primeru odkritih novih grobišč ocenjujem dosti kot manipulacija včasih. Še posebej mogoče pretiravanje ali ne pretiravanje ali pa napačne pristope, ki jih ima RTV Slovenija. Se pa vlada kljub obilici ostalega dela ukvarja tudi z gospodarsko krizo. Gospodarski minister Matej Lahovnik je bil takole jasen glede poziva vlade nadzornikom k znižanju nagrad, sejnin in odpravnin. Nekateri postavljajo vprašanja, da jim sklep vlade povsem ni jasen, da ne vedo, kakšna je osnova, imajo, da so malo v dvomih. Če bodo nadzorni sveti v dvomih, ali si naj znižajo sejnino ali ne, in bom jaz predlagal njihovo razrešitev. Minister Patrik Prometni Vlačič bo prihodnji teden vladi predlagal zamenjavo nadzornikov Darsa, kar bo najbrž privedlo tudi do menjave uprave. Se ne bojite, da bodo lobiji znotraj, se pravi vseh teh, ki so povezani z Darsom, gradbinci in tako naprej, začeli vplivati malce močneje in pritiskati na vas, da se to ne zgodi? Ne. Zagotovo? Ne bojim se, če je bilo to vprašanje. Svet stranke Zares pa je kritično ocenil delo vlade v prvih 100 dneh mandata. Kot je pojasnil predsednik stranke Gregor Golobič, so v tem času zaznali preveliko odsotnost strateškega razmisleka in primernega ukrepanja. In kateri izmed 100 dni je bil najtežji? Lahko rečem samo to, da ni lahkih dni. SNS je na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložila kazensko ovadbo proti Dimitriju Ruplu, Alešu Balotu in Tonetu Kajzerju, ker naj bi kot uslužbenci zunanjega ministrstva dopustili izvoz zemljevida, ki dokazuje, da je bilo ozemlje na levem bregu Mure hrvaško. A me zajebavaš? Sploh nisem prebrala pred tega do konca. Kakšno izvoz? Kva? Dej, da vidim. To ne more biti drugega, ali gre za vohunstvo, ali v zvezi s tem tudi za podkupnine. V naši stranki smo prepričani, da gre za oboje, kajti drugače se to ne da razmišljati. Dejstvo je, da Hrvatje so že izkoristili en dokument iz tega obširnega arhiva in ni pa rečeno, da ne bodo še dodatno narisali kakšnih zemljevidov in jih predstavili kot kakšne tajne slovenske, realne, kot oni pravijo, zadeve. O tednu možganov vabilo dneva Nina Mohorko.
Poslušam glasbo in se takoj boljše počutim, sprosti me. Drugačna glasba pa me morda razburi, spravi v slabo voljo in ob njej me postane strah. Glasba in možgani pa se srečujejo še na drugih področjih. Že samo njeno zaznavanje in razumevanje potrebuje možgane, prav tako njeno ustvarjanje. Glasba in možgani se srečujejo tudi na letošnjem tednu možganov. Se še spomnite? 3. teden v marcu je po vsem svetu posvečen spoznavanju z nevroznanostjo na tednu možganov. Kot že več let zapored ga tudi letos v Sloveniji organizira Sinapsa, Slovensko društvo za nevroznanost, pod okriljem Evropske zveze za možgane Dana, soorganizatorji po različnih krajih v Sloveniji. Osrednji dogodek bo v Ljubljani, kjer vas od ponedeljka 16. marca do petka 20. marca čaka vrsta zanimivih predavanj o zdravih možganih in o težavah, ki se pojavijo ob različnih boleznih. Govorili bomo o zaznavanju glasbe, o njenem vplivu na možgane in tudi, kako je uporabna v terapevtske namene. Predavanja se bodo odvijala v atriju Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU na Novem trgu 2 vsak dan od 16. do 19. Lepo ste vabljeni tudi v možganoteko, kjer boste prepletanje možganov in glasbe začutili skozi filme. Brezplačne projekcije filmov, ki jih bo spremljalo kratko, 15 do 20 minutno predavanje, si lahko od torka do petka ogledate v Slovenski kinoteki 2-krat na dan, in sicer ob 13. in 20. Torek je poseben dan, ko smo pripravili delavnico za otroke z lutkovno predstavo v atriju ZRC SAZU ob 16. Teden možganov pa se ne bo odvijal le v Ljubljani. Vidimo se tudi v Mariboru, Kopru, Postojni in v Begunjah na Gorenjskem. Eno predavanje v Kopru bo celo v italijanščini v sodelovanju s centrom Brain iz Trsta. Teden možganov pa se skozi vse leto odvija tudi na spletu. Na spletni strani 3x2.sinapsa.org/poševnica.tm lahko razgibate možgane ob zanimivih novicah o možganih, vprašanjih in odgovorih, kratkih člankih in vsebinah za otroke. Prav tako pa na spletni strani najdete natančen program dogajanj, ki sem jih napovedala. Se vidimo torej na tednu možganov. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Nocoj bo ob 20. v kavarni Grand Hotela Union v monokomediji Zorana Hočevarja nastopil Walter Dragan. Katja je ugotovila, da je Walter mož z mnogimi talenti, ki se vsake toliko sprošča tudi s trobento v rokah. A moramo upozoriti koga po zvočniku, da mora zapreti? Ne, ne rabimo. Bojo pol prišli bustniki, bo kaj mogli. Hvala lepa, se vidimo. Tole je bilo res za znoretne. Nocoj se v Rdeči ostrigi v Škofji Loki začenja turneja Naked Guns Tour. Toni, izvoli. Young Guns Tour letos šestič, prvič z podporo RSQ-ja, torej RSQ Young Guns Tour v letošnji sezoni napoveduje 15 novih bendov, ki bodo poskušali predstaviti slovensko klubsko sceno. S tem, da gre za to, da so bendi slovenski in hrvaški, nastopili bodo v 5 slovenskih klubih, in sicer se začne 13. marca v Škofji Loki, potem se naslednji vikend nadaljujejo v Murski Soboti in v Postojni in se zaključi 27. in 28. marca in sicer v Brežicah in v Mariboru. Potem ta glavni finale vseh teh 5 skupin pa bo potekal v Ljubljani in sicer 16. aprila v Gali hali na Metelkovi, bo pa sam začetek, torej 13. marca podkrepljen še z izidom marčevske številke RSQ in v Škofji Loki lahko recimo, da napovedujemo en res spektakularen začetek, namreč nastopili bodo 3 bendi, ki bodo v konkurenci, in sicer to so slovenski Kids Bill, potem imamo pa 2 hrvaška benda, in sicer Kao Monkeys in Jesus Ator, in za zaključek še povratek benda, ki je zmagal na prvem Young Guns Touru pred 4 leti in končno izdaja svoj prvenec po 4 letih posta, so se spet združili Korkskro, torej vsi vabljeni v Škofjo Loka. Še vreme, danes je petek 13. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Pa nasvidenje.